sem mogel začeti na novo se učiti pisati, brati. Sem zgubil kar dosti procentov vonja in malo okusa, dosti je bilo pljuvanja čez mene. Kadar zaupam človeku, mu zaupam kompletno do konca. Srce mi govori, Bog ne daj komu kaj slabega narediti, mogoče tudi v sami besedi. Čas se je spremenil in dejansko v bistvu vse je ratalo bolj zahtevno, časovno, to uspeh takšen, kot se je meni zgodilo. To si misliš, da se dejansko v bistvu cel svet prikazal in da si ti šef in vladar vsega tega. Bog ni nič praktično proti tebi v tistem trenutku. Če bi se mi to danes zgodilo, kar se mi je zgodilo takrat nazaj, bi to popularen, bi to danes izkoristil kompletno na drugačen način. Moj današnji gost je glasbenik z bogato glasbeno kariero, prelepimi avtorskimi besedili in številnimi hiti. Gledalci najine generacije in tudi kakšno desetletje mlajši boste verjetno skozi najin pogovor obudili tudi kakšen povsem svoj spomin. Miran Rudan, dobrodošel. Hvala, za povabilo. V kakšni ustvarjalni fazi ste trenutno? Grozno. Zaradi enega preprostega razloga, ker enostavno zopet delamo eno novo stvar. Jaz dejansko v bistvu nisem eden tistih ljudi, ki reče, zdaj bomo pa naredili neko ploščo, čeprav bi bil že res čas, naprimer, ampak vsako leto naredimo nekaj lepega, hočem imeti več praktično. To pomeni ne v denarju, ne vsem tem, naprimer, ampak imeti več, to pomeni narediti nekaj boljšega od tistega, kar je bilo nazadnje ta boljšega, naprimer, ne? Torej, Mira, nekaj novega se pripravlja, lahko samo kanček odstrnete, balada. Ja, v bistvu pol balade, ni takšna balada, že spet malo drugačna, z drugačnim videospotom, hočem te zase. Ampak ful sem tokrat direkten, glede na to, da moramo živeti v tem času, ta čas se je pa spremenil. Ogromno romantike noter, ampak mogoče je malo, ampak da se me ne boste ustrašili zdaj. Agresivna romantika je to, da rad rečem na bolj jezen način, tiste stvari, ki jih me tudi ljubim te, naprimer. In to vse, skaj ima ta nov komad tudi noter. Ljudje boste pa sami določili, ali je to bolj sentiš, ali pa mogoče malo bolj tak, bom rekel, v tempu dobra pop glasba. Ne? No, naj povem, da jaz sem imela ta privilegij, da sem jo slišala in seže v srce, res seže v srce. Hvala. Miran, čeprav je ta beseda ponavadi na koncu, pa jo bova midva postavila skoraj na začetek. Gre za amen. Povezujete ga vaš tatu enega silno težkega obdobja vašega življenja in pa dokumentarni film o izjemnem glasbeniku in vrsti spoznanj o vas. Miran, pa bi najprej morda nekaj rekla o tem tatuju. Kako je nastal? Jaz sem dejansko sicer človek, ki nimam rad preveč teh tatujev, čeprav bom rekel, na kom drugem je pa to ful lepo videti in mu paše tudi, ampak po tej moji nesreči je prvo, kar sem pomislil, sem rekel, pa mislim, da so mi tudi drugi so mi rekli, pa daj to naredi, pa mislim, tako, ko si ti preživel to svojo nesrečo, pa to, bi pa lahko imel naprimer, sigurno imaš čuvaja gor na vrhu, tudi jaz sam še zmeraj sem prepričan in sem dal prvo tetovažo, je bila križ na mojem vratu. Potem pa enostavno bom rekel, še boljša varianta mi je bila pa ta, da meni ta beseda amen se mi že pojavlja že ful cajta, tudi pred mojo nesrečo, naprimer mi je zelo lepa beseda, ki ima določen pomen in enostavno, da sem jaz lahko danes takšen, kot sem, moram se tudi nekomu gor zahvaliti, zaradi tega tudi sem rekel, bom si pa dal to tetovažo gor na malo drugačen način in zelo sem ponosen, tako da zraven tega pa mi je bila prilika, mi smo dosti časa razmišljali, kako bomo dali filmu naslov. In nekako, mislim, da je režiser sam rekel, pa čeprav jaz se tudi nisem mogel spomniti, zakaj pa ni to amen praktično, ampak mi je on rekel, pa poglej, kako lepo tetovažo imaš na roki, pa tako mora biti. Se dejansko v bistvu noter so stvari, ki na koncu dobesedno pašejo temu naslovu amen. Ne? Očitno se je ta amen moral zgoditi, ne? V bistvu ja. Ni bil pa načrtno narejen zaradi filma ali pa zaradi komada ali pa zaradi bilo česa drugega. Ne? No, govoriva tudi o tej vaši nesreči, torej leto 1999 je bilo za vas sila težko, ne? Najprej prometna nesreča v Portorožu, ko ste bili brez čelade, sopotnik na skuterju in komaj preživeli, po hudi poškodbi glave pa neverjetno hitro okrevali. Je bil zato nekdo zaslužen tam gor? Kako se spominjate tistega obdobja?
po tistih spiskih, naprimer, tako kot je kazalo, naprimer iz strani doktorjev, kakšne so bile poškodbe, kako bi to lahko izgledalo, kaj se bo vse skupaj lahko še dogajalo, bom rekel, da tudi samemu sebi sem čudež, ampak tu samo zaradi enega preprostega razloga, ker v meni samem nisem čutil to, kar sem prebral praktično, naprimer, ne? In to, kar ne čutiš, naprimer, enostavno misliš, da se ni zgodilo, čeprav se je ogromno stvari zgodilo, naprimer, ne? Človek, takšen kot sem bil jaz prej, naprimer, sem mogel začeti na novo se učiti pisati, brati. Ful je bil slabši govor, naprimer, še danes imam kdaj kakšne probleme s tem, ampak enostavno ful sem mogel trenirati, ampak treniral sem pa na tak način, da nisem se na nič, bom rekel, opravičeval se, pa to pa moram delati zaradi tega, pa tega, kar se mi je zgodilo, ampak nekako gnalo me je naprej, ali pa, kako bi na lepši način rekel, peljalo me je naprej, da sem enostavno rekel, boste videli, da dejansko v bistvu to, kar vi govorite, kar je z mano, to ni nič praktično, čeprav dostikrat, marsikdo si takrat niti razmišljal, da sem jaz razumel stvari, ki so mi jih oni govorili, ja, veš, oni lahko zelo takšno, oni so pred mano govorili zaradi tega, ker so imeli eno mnenje, naprimer, od mogoče profesionalcev ali pa, ki so bili dobesedno pri tej stvari malo bolj, pa videli so več takih stvari, jaz sem bil dejansko v bistvu tukaj sam edini, naprimer, ne, in nisem vedel, kaj se bo zgodilo, poslušal sem jih pa dostikrat, ja, pusti ga, on še rabi toliko cajta, on ne more tega pa tega. Tu sem vse skupaj na tako, zakaj mi to govorijo, naprimer, cel čas. Je pa tudi mogoče res to, da vse te besede pa to nekako, bom rekel, kakšna je bila ta poškodba glave. Enostavno ogromno stvari, ki jih ti potem slišiš, pa jih razumeš. Enostavno ti ne grejo preveč do srca, da bi te to prizadelo, ampak te to naredi še bolj močnega. In dati voljo, ne? Takšen sem jaz, dalo mi je voljo. Meni pa tudi že prej ali pa danes vsaka stvar, za katero že jaz mislim, da bo ful težka, da se bom ful težko mogel potruditi, da pridem do tega, bom dobesedno inzistiral, da pridem do tega, ampak seveda z vsemi okoliščinami, ki so dejansko v bistvu temu podobni. To pomeni, naprimer, nič ne sme biti drugače, vse skupaj mora biti v tem noter, ker če imaš samo v 100 pikah samo eno mičkano napako, lahko podre cel sistem, to pomeni, da tisto, kar si želel, pa tisto, kar si hotel narediti, nikoli ne boš naredil na tak način, zaradi tega, ker si neko stvar si spregledal, zaradi tega pri meni tudi, kar se tiče teksti, kar se tiče komadi, ful je dolg period, da pridemo do zaključka, da ti, čeprav mogoče bi lahko rekel, včasih je pa dobro, že pred pol leta, da je to. In dostikrat se vrnem nazaj in ne ponavljam tiste stvari, ker se mi tista nekako preživeti moraš nekaterih stvari, pri glasbi pa vemo, da je tako. Deva se Miran mečkan ustaviti. Takrat se je pač zgodila ta nesreča. Bili ste v komi, ampak 4 mesece po taki poškodbi spet na oder in imeti koncert. Kako je to mogoče? To je pa mogoče samo to, kar sem se razlagal. Cel cent, naprimer, in mogoče sem prehitel. Za mene dostikrat rečejo, da ful hitro govorim, da ful hitro, včasih tudi nepremišljeno, zaradi tega, ker v glavi imam odgovor, zakaj odgovarjam, ampak v bistvu jedro vsega tega je bilo točno to, naprimer, da me je gnalo naprej, tudi ustvarjanje, tudi vse skupaj je pa res. Bil je hecen tisti koncert po 4 mesecih. Vas je bilo kaj strah? V bistvu niti ne strah toliko, kot pa sem imel probleme z teksti, pa sem imel to na vseh vogalih, vse sem imel tako narejeno, zdaj so v ekrančki tudi, da za bilo koga, naprimer, če bi malo prej pozabil, tudi pri taki poškodbi, ki imam jaz praktično je to kar velik pojav, naprimer, ampak takrat nekako je ratalo, tako da bom rekel, da čudežno, pa ne da bi bila to tekma ali nadaljevati potem, ali pa dejansko v bistvu vse skupaj pustiti. Nekako je bil samo dogodek in mi je bil dokaj, ful se ga dobro spomnil, še danes imam spomin, mislim, da so bile velike žablje in vse je funkcioniralo izredno dobro, tako da sem se še bolj nekako počutil kot zmagovalca za tiste stvari, katere so mi ogromno ljudi mi je reklo, ne bo mogel, ni variante, lahko zelo reče, kakor hoče, še kar v redu zgleda, naprimer, ampak glava dejansko v bistvu mu ne dela več, kot mora biti, naprimer, ne. To mi je bilo jedro, da sem vse skupaj to praktično prehodil čez vse to, ne. Miran, pa ste imeli potem kakšne posledice oziroma jih imate še danes morda kakšne posledice zaradi teh poškodbe, občasni morda, ne vem, prazni prostori v spominu?
V bistvu niti ne, spomin pri meni je fenomenalen. Mogoče sem zgubil kar dosti procentov vonja in malo okusa, naprimer, ampak če je to edina stvar, ki se je zgodila pri tej poškodbi, naprimer, bom rekel, je to ni vredno popolnoma nič, ampak dejstvo pa je, naprimer, govorim zdaj o tistem cajtu nazaj, naprimer, ne, da jaz nisem preveril, kako izgleda ali pa kako sploh, jaz sebe nisem videl, kako pri epileptičnem napadu, ne, ampak takrat so jih nekako doktorji so sami rekli, na kaj moram paziti, naj ne vozim avta. Ne, jaz sem dokaj hitro začel voziti, tudi spretnost pa to ni bila nobenega problema, tudi pregledi sami so pokazali. Potem se je pa zgodil prvi epileptični napad, takoj po hudi poškodbi glave, bom rekel, kar grozna zadeva, ne veš, zakaj se gre, samo to začutiš in se kar naenkrat zbudiš, naprimer. To je bilo pred 26 leti, dokaj hitro je tudi vse skupaj to je šlo mimo, naprimer, ne. Tudi nisem smel voziti, 4 leta praktično, smo delali redne preglede, potem je bilo pa tudi 10 let je bilo treba vsako leto za vozniški izpit narediti dodaten pregled, kompletno vse skupaj. Meni je to vedno ratalo, do danes tudi, sicer danes jih več ne delam, ampak moram še nekaj povedati, da jaz sem imel samo eno prometno nesrečo v življenju in to je bila malo preveč spolzka cesta pri enem dežju na Krasu. Vračal sem se v Novo Gorico z enega špila in sem malo narobe pritisnil, ampak ni bilo nič tragičnega. Malo sem razbil takratnega golfa, drugih stvari pa tudi prehitrih voženj, kakšnega pijančevanja, pa pihanja praktično, pa potem vse skupaj to, da ti, bom rekel, ostane v nekem, bom rekel, spisku. Mislim, da ta naša država Slovenija nima od mene, tako da sem dokaj pazljiv tudi na vse skupaj te prekrške, ki jih mogoče za dosti drugih je kar to ena domača stvar. Miran, ampak verjetno vas je še dodatno postavila nekako v nek poseben odnos. Prometna nesreča leta 99, takrat to ni bilo vse, kar sva zdaj povedala, ne? Nekaj mesecev potem se vam je v Ljubljani zgodila prometna nesreča, ki je bila tragična za eno žensko. In takrat je bilo v časopisih možno prebrati vse sorte scenarijev. Kako je to vplivalo na vas? Ne preveč dobro. Sam sem pa vam že omenil že prej, da tisto, kar se je dogajalo, naprimer tudi z vsemi temi stvarmi v moji glavi, ali pa tisto, kar dejansko v bistvu glava lahko zazna, moja glava je zaznala, tudi če je bila tako poškodovana, enostavno dosti je bilo pljuvanja čez mene, dosti je bilo vsega tega, ampak hvala Bogu, da v tistem cajtu le pri sami, bom rekel, ukrepanju, nisem tako hitro vse te žalostne zadeve ali pa za meni zelo, zelo strahotne, bom rekel, nevarne stvari nekako spuščal v srce. In mogoče tudi moj karakter je to naredil, da ipak vsi vemo, kakšna je resnica, kako je. Vse pa dosti, ker bom rekel, pa nimam nič proti novinarjem, ampak vsak napiše stvar, ki se je zgodila vsaj 10-krat, pri meni, ki sem bil pa v tistem cajtu res eden najbolj popularnih ljudi, dobra plata, najboljša plošča, moja nesreča, potem pa še tole, je bilo to za časopise, bom rekel, taki biser, da je to nekaj neverjetnega, ne. Jaz se še vedno počutim krivca, da se je to zgodilo, zdaj na kakšen način, bom rekel, mislim, da tudi film zelo, zelo dobro pove, naprimer vse skupaj. Drugače bom pa rekel, bili so res hudi časi, 99 leto, ne. Miran, katera nesreča vas je bolj spremenila? Ta vaša osebna ali ta druga, ki je sledila čez nekaj mesecev? In eno in drugo. Šola mi je praktično bila za vnaprej, ena šola za nazaj in enostavno spremenil sem se samo zaradi tega, nisem bil jaz nikoli ne vem kako nesramen človek, pa da bi dejansko v bistvu nekatere stvari, vi bi mi rekli, jaz bi vam takoj že odgovoril zaradi svojega egota, ne, to pa ni tako, naprimer, ampak enostavno v mladih letih smo ljudje malo bolj energični, malo bolj, kadar se ti zgodi uspeh, takšen, kot se je meni zgodilo. To si misliš, da se dejansko v bistvu cel svet prikazal in da si ti šef in vladar vsega tega, Bog ni nič praktično proti tebi v tistem trenutku. In vse se je zgodilo v tem trenutku, a meni mogoče je bila samo ta pravica iz nebes do vsega tega, da se je vse skupaj to zgodilo dokaj na hitro. In biti slaven, in imeti nesrečo, kaj se ti lahko zgodi, in pa potem biti pohvaljen in biti dobesedno, bom rekel, pohojen, naprimer strani časopisov in vseh ostalih stvari, bom rekel, življenja, niti ne zaradi novinarja, ampak samega življenja, se je meni to vse skupaj zgodilo v enem letu, zaradi tega sem jaz lahko tudi nekako to na malo bolj drugačen način premislil, vse pa da sem postal boljši danes, kot sem bil, pa sem bil takrat sigurno že čisto v redu, pa je tudi to nastalo, da sem rekel,
enkrat moram nekomu drugemu, ne samo sebi dokazati, da niso te stvari takšne, kot so govorili o njih, moram vam enkrat jih pokazati. Meni je ratalo to, vsaj v glavi mi je ratalo to, čeprav poslušam še dan danes iz tega, ampak nikoli več nočem. Dal sem od akta to vse skup in me zanima samo to, kar delam dan danes. No, pa se še enkrat vrniva k besedi Amen. To je tudi naslov enega najboljših dokumentarcev tovrstnih zadnjih let pri nas, ki je pravzaprav portret o vas, o vašem življenju, o vašem uspehu, o padcu, o spreminjanju, o dojemanju boljšega sebe. Kako je pravzaprav prišlo do tega dokumentarnega filma? Do ideje? Jaz pred 4 leti, mislim, da se je takrat štelo leto takoj po covidu ali pa mogoče še malo covida zraven, 2021, se je zgodilo dobesedno, da sem od mojega prijatelja, ki se pa nisva v zadnjem cajtu družila, kar jaz sem se odselil iz Nove Gorice in nisva bila nekako prijateljsko usmerjena, ne, da ne bo kdo mislil, da je bila kakšna zamera ali pa kaj takšnega. Nisva se enostavno videvala 20 let, prej sva pa dostikrat. On je tudi nekako preživel svojo mladost na račun mene, hodil po špilih, od vsega. Je izredno dober režiser, ne samo za moj ta film, ampak dela tudi ostale vse stvari. To je neodvisna televizija in to je gospod Bojan Kodelja in on je preko mojega prijatelja je rekel, a bi te lahko, ta prijatelj, ta drugi je vprašal, a bi te lahko nekaj vprašal, a bi bil ti za to, da bi Bojan tebi naredil mogoče res en taki dober film. Pa sem jaz takoj, ker mi on to rekel, sem rekel, seveda, moramo se videti. Potem smo se tudi kmalu videti, nisem si mislil, da ima on tak dober spomin na vse te, da dobro ve vse, da je spremljal tudi vse te zadeve. On je dejansko v bistvu živel na mesto mene teh 20 let praktično, čeprav sem jaz mislil, dobro, nismo se videli, ampak leta pa kar grejo mimo in naredil je scenarij, ni mi ga hotel povedati, ampak kar začeli smo delati in v Krškem to in Krškem ono tretjo, ampak ful dober načrt je imel samo že v samem začetku, da je rekel, medva ne bova zdaj naredila dokumentarci in bomo kazali posnetke, ti boš mogel to meni pokazati, povej, kje začnemo, začelo se je v Krškem in ti mi boš pokazal, kje si bil, kako si šel, kje si pa bil na vlaku, kamkoli si šel, naprimer. Ne? To mislim, da je trajalo kar skoraj 1 leto, pa 1-2 meseca, mogoče 1,5 leta ta snemanja, da smo jih dejansko dobili, ampak potem ima tudi film čar, zaradi tega, ker govori v zdajšnjem času. Ja, težko oziroma redko kdaj se zgodi, da o kolegih glasbeniki tako iskreno, lepo, s čustvi in prepričljivo govorijo. Dobro, jaz bom povedal tudi tiste negativne stvari, naprimer, kar je rečenih noter, mislim, negativnih. Lahko se nekateri ljudje vzamejo, tako kot sem prej rekel, določene besede imajo svoj določen pomen in slovenščina je malo težek jezik. Naprimer, to pomeni, da samo ena sama beseda bi lahko celemu stavku zameglila nekaj, naprimer. Ne? Tukaj pa je mogoče res bila povedana samo zgodba takšna, kaj si oni mislijo o meni, ne samo kar se tiče glasbe, čeprav smo se mi spoznali in živeli praktično na račun glasbe in vsega tega, ampak z ogromnimi temi ljudmi smo mi prijatelji še dan danes, ne glede na to, da sploh govorimo o muziki, kdo bo naprej, kaj je bilo za nazaj, ampak se objamemo in dejansko v bistvu govorimo, kako je on pa kako sem jaz. Ampak Miran, ta film bo za vas zagotovo kulten še iz enega preprostega razloga. V njem je celo vaša danes 93 let stara mama, Slavica, in se mi zdi, ima prav eno tako simpatičen humoren stavek, v katerem je odgovorila na vprašanje, kako vas je kaznovala. A se spomnite, ko ste klečali? Ja. Spomnim se praktično, bom rekel, jaz pa mama smo imeli stanovanje v bloku, Kolodvorska 4, to je v Krškem. Spomnim se, da je bil dobesedno en vogal, tam med kuhno in med hodnikom in tam sem, če sem naredil kakšno neumnost, naprimer, kar sem jih pa vredno tudi dostikrat naredil, da sem mogel, zdaj ne vem, koliko je bilo to, 15 minut, koliko je bilo vnatret, ampak da sem mogel biti, če ne, enostavno nekaterih drugih stvari nisem imel v prid od mamine strani, če tega ne bi naredil, ampak bom rekel, mislim, da je to bila glih pravilna kazen, ker tudi marsikaj me je mama. No, se zadnje sta sama živela, Ja. ne? Mama je bila in oče in mama, Točno tako je. skrbela je za vas, vi pa Točno ste bili navihan lump, verjetno, ne? V mladosti. Vsekakor.
Danes ste bili pri njej, preden ste prišli sem. Kakšen odnos imate danes? Bom rekel, zelo, zelo dober. Mogoče jaz še ne znam preveč biti diplomat, čeprav sem dostikrat do mame, ampak mama še zmeraj nekatere stvari trdi, to so pa takšne, naprimer, ni to nič hudega, da ne bo kdo mislil, naprimer, tako, ja, kaj bojo pa drugi rekli. Pa jaz rečem, mama, ni več, ko poglej, oni. Jaz danes sem celo mami rekel tako, pa lepo, da ste me spomnili na to, da bila sva v eni veliki blagovnici in vsak drugi pozna mamo. In jaz sem mami rekel, potem, ko smo šli ven, sem rekel, no vidiš, pri starejših ljudeh je tako, oni so radi v tistem svojem kraju ali pa bom rekel v svoji, bom rekel, krogu, to pomeni, mama sama je v sobi v upokojinskem domu Krško, naprimer, ampak ona reče, ne, da nje je to všeč, da ona to pogleda televizijo, ampak mislim, da ne, da ona gre po zajtrku malo podremat, malo po kosilu dremat, ne, in to, kadar jo pa pelješ ven, je pa ogromno ljudi, slabica, pa uno, pa treto, in ko smo se vračali, zdaj sem jaz mami rekel, mama, a se tebi ne zdi lepo pogled, vsaki drugi človek to ti je, pa jaz bi si želel imeti tako, pa je bila kar tiho, pa je po enih minuti je rekla tako, veš, saj imaš prav, ampak vem, da polka sem ji rekel, pa beži malo saj do recepcije, pa opazuj tam malo ljudi, vem, da je rekla, zdaj bom pa veš to naredila, vem, da do naslednjega tedna ne bo tega naredila, to pomeni, sem jaz že spet prvi, da bom malo zvlekel že spet ven do kakšne trgovine in bom rekel tako, je res, ko so mi govorili, ali pa mogoče marsikdo, ki je že imel v takem stanju svoje starše, da so rekli, oni so kot otroci praktično, in to je res dostikrat, naprimer, ti se z mamo pogovarjaš sreč trcune, naprimer, ne, ali pa sva na kavici, mami razlagam nekatere stvari, ampak mama vse okrog gleda, joj, kako je, poglej, kakšno frizuro ima, joj, kako dobre čevlje ima to, naprimer, ne, in non-stop prihajajo stvari, ki so ji ful zanimive, pa mogoče niti ne bi smeli biti, ali pa mogoče. Dobro je, da to še opazi, Miran, ne? Tudi jaz mislim. Ko ste zapustili Posavje, vas je pot zanesla v Ljubljano, ne? Kjer se je začela tudi vaša, lahko rečeva, že takrat kar resnejša glasbena kariera. Najprej Moulin Rouge, ne? Potem je bil Randevu, pa Pop Design, z avtomobili ste tudi preigravali. Samostojni karieri, ja. In pa uspešna solo kariera. Potem pa spet vrnitev k pop dizajnu. Z bendi ste nizali uspehe, ampak takšnih kot na svoji samostojni poti ne. Bolje funkcionirate, kadar ste sami svoji? V bistvu ne. Ne, takrat v tistem času Laurinega časa ali pa naprimer albuma V srce so bili delno avtomobili, kajti sem se preselil iz Ljubljane, moj prvi, bom rekel, zakon je bil v Novo Gorico, naprimer, od tam imam tudi sina Lukca, naprimer, in meni je bilo to nekaj novega in mi smo bili res družina takrat. Potem kmalu za temi avtomobili je bila pa skupina Remi. Tudi, bom rekel, ampak najboljše ali pa tako nekaj fenomenalnega, kar sem takrat začutil. Remi so bili hotelski dober band. Nikoli oni niso vedeli, koliko je to, kadar je ogromno ljudi, kadar so športne dvorane, kadar je to. Ampak z mano so se to naučili in še danes mi rečejo, hvala ti za to, nikoli ne bomo tega ti pozabili. In bom rekel, oni so se tudi spremenili, jaz sem tudi od njih posnetke, naprimer biti gost v Križankah, naprimer zraven Grašota pa Daniele, ta boljši koncertni, naprimer posnetki, ki so bili narejeni v tistem večeru, naprimer, imam z njimi tudi noter. To pomeni, naredili so se v res letu, dveh zaznoret dobremu skonterju, ki so tudi razumeli, da je ta muzika pa malo drugačna od prejšnjega, tistega, kar so počeli, naprimer, ali je bil to hotel, so bili tudi, jaz sem ogromno preživel tudi preko maturanskih plesov z njimi, naprimer, ne. Tudi meni, bom rekel, ena taka čast, da sem sploh videl, naprimer, kako izgleda to tam, naprimer, ne. Tako da bom rekel, nisem bil jaz sam takrat, ampak bila je mogoče res ta moja solistična kariera pod imenom Miran Rudan, drugače pa vedno sem si najdel v samem bendu in v Randevuju Mirota Čekeliša in Toneta Košmerla praktično v pop dizajnu in potem še enkrat Toneta Košmerla v pop dizajnu. Jaz sem se vrnil nazaj v leta 2008,
To pomeni v tem cajtu zdaj, naprimer do današnjih, sem tudi s pop-dizajnom naredil res avtorsko delo, naprimer, ki samo mignem na Medeno, naprimer, jih je pa res že ena cela serija in tako, kot ste mi prej rekli, res bi mogel počasi razmišljati o kakšni plošči praktično. Ampak Miran, zagotovo pa niste presegli plošče v srce. To je pa verjetno, da nikoli ne bom potolažil 12 pesmi, 12 hitov. To je bila res plošča, ki se ne zgodi vsakomur. V bistvu tudi najbolj prodajana plošča, odkar obstajamo kot samostojna država, to je Slovenija. Čeprav sem mislil, da kakšen Avsenik bi me lahko, naprimer, ampak mi, bom rekel, nismo tako, bom rekel, stara država, naprimer, da bi lahko to še malo nazaj premaknil, kjer so bili res oni rekorderji v celi Evropi, ampak kar se tiče izdelka kot plošča, takrat so bili že to CD-ji, praktično že več ni se to sklepalo, naprimer, da so in kasete in plošče, pa se vse postalo, pa so pa vse skupaj, ko smo združili, pa je bilo toliko pa toliko tisoč, ne? Tako da je res se zgodilo. Na tej plošči je bila tudi Laura, ne? Laura. Jaz si rečem Laurina plošča, čeprav je bila to plošča v srce, ampak mislim, da je bila z razlogom v srce, tako kot je Amen naslov filma. No, ravno pesem Laura Nonče oziroma Laura Poslovenjena, ne, se je na radijskih postajah vrtela skoraj vsake pol ure. V bistvu res, takrat je bil rekordno, zaradi enega preprostega razloga, takrat sem šele prvič, ampak enostavno, kadar si muskonter, vedno načrtuješ v sebi, kaj bi naredil, da bo lahko. To je bilo čudežno. Ampak meni je ta pesem odgovarjala, ker sem je nekako čutil. Nek je drugačen od originalnih izvajalcev, pa v bistvu avtor tega komada je totalno drugačen izvajalec, kot sem jaz. Jaz sem veliko bolj agresiven do njega, to pomeni, jaz tudi dostikrat, ko so me poklicali praktično, dej, a bi ti lahko naredil priredbo tega, pa tega, pa tega, ti bi znal to isto. Jaz nikoli nisem delal priredbe, ki bi bila podobna tisti, ampak sem naredil nekako po svoje. To mi je v duši. Porudenovo, ne? Tako. Na drugačen način jaz čutim tudi to Lauro, naprimer danes ali pa takrat, kot jo je on čutil. Tudi hvala Bogu, da sem dobil dovoljenje, da to lahko naredimo. No, kako ste se pa z nekom dogovorila takrat? Takrat je bila, bom rekel, prisotna pri meni kot založba Menard. Oni so to vse skupaj naredili dogovor z njim, on je to dovolil, on je tudi slišal posnetek in presenečen sem, naprimer, da je on na enem koncertu, žal se nisva srečali, ker sem bil čisto na drugi strani v Sloveniji, Murski Soboti, on je bil pa v Izoli, da je enostavno, ko so ga vprašali, kako se mu zdi, pa je rekel, da ne more verjeti, da enostavno je nekaj, kar on začuti, da je res nekaj drugačnega, nekaj boljšega, kot je pa on sam naredil njegovo pesem. Še z enim Italijanom ste sodelovali, ne? Toto Cutugno je bil to leta 1990, Pepel in kri, v katerem ste bili vi, in pa Toto Cutugno na Euroviziji. Prvo mesto sicer žal za Italijo, ne? Ampak verjetno je tudi to bila ena lepa izkušnja. Nora velika izkušnja. Pri tistem cajtom, ali pa v bistvu pred cajtom leta od 80-ih naprej, marsikdo si je želel priti na izbor jugoslovanski, jaz sem bil 3-krat, nisem niti približno prišel v prve 3, naprimer, ne, ampak tukaj je bila pa ena šansa, Tadej Hruševar je bil takrat tudi moj komponist, naprimer, je nedelo kar ena par lepih komadov in nekako videl je mene, da bi mogel nekako biti zraven s Pepelom in kri kot malo bolj agresivni taki pevec. Italijani so si pa želeli takšnega, tudi dali so jim potem predstavo, kako bi to izgledalo, oni so bili takoj zajem, odpotovali smo v Zagreb, zmagali. In Sjeme je postal hit. Vazico iz tistega prireditva imam še zmeraj doma. Ne, da sem pozabil na njo, ampak enostavno res se mi je zgodilo ena velika stvar in to je zmaga Evrovizije. Ne, žal, kot mene posameznika, ampak tudi ne za Slovenijo, žal, ne za Slovenijo, žal, ampak bom rekel, pustimo zdaj vse skupaj, to gremo naprej. No, leta 1998 pa se je zgodila še ena zanimiva zgodba, ko ste na Emi nastopili vsak svojo skladbo, Vili Resnik, Pop Design pa vi. Kako ste se gledali v zaodrju? Grdo.
grdo, ampak ne mogoče zaradi tega, ker smo se, to je konkurenčni ljudje, konkurenčna skupina ali pa sestavina, naprimer z moje strani Vilje in pa originala pop dizajna. Res smešno, lepo, da ste to ugotovili. Tudi jaz sem že malo pozabil, ampak bom rekel tako, hecna zadeva, zelo, mislim, da je tisto leto zmagal celo Vili. Tako je, Vili je zmagal s pesmijo Najbogovi. Tako da tudi, bom rekel, nič, lepo in uspeh smo dejansko v bistvu pustili potem nekako Vili se... Pa vas je kaj grizlo, kaj je Vili zmagal. Normalno, koga pa ne grize. Zdaj, če bi rekel, da nobenega ne grize to, nas je, zdaj pa ne vem, kaj smo takrat v tistem trenutku govorili, ampak mogoče to vse skupaj naredi pri tebi samo še eno večjo, bom rekel, cesto, da enostavno moraš prehiteti tudi to, ampak bo ta pravi čas. Ne? Ampak Miran, a sta bila z Viljem kdaj resno skregana? Pa mislim, da niti ne tako. Bili so, bom rekel, kakšni očitki, naprimer, medal sem pa na parih koncertih, tudi, naprimer, ko sem bil z gost od pop dizajna, naprimer, ne, je tako izza hrbta kaj padalo, naprimer, tako v besedah, bom rekel, bolj besedna vojna, drugače pa, da bi bila čistko, naprimer, da bi se en drugemu naredila kaj slabega ali pa kaj zelo, zelo žaljivega, to pomeni tudi kaj nesramnega, se to ni zgodilo v življenju, enostavno, bom rekel, včasih, nekdo ti je simpatičen, nekdo ti ni, da se dejansko v bistvu smo šla kar mimo en drugega, naprimer, ne, dokler nas pa ni, vem, kar me hočeš vprašati, če mu odgovoriti. Dovolj vprašanje. Okay, vam dovolim, ja. V petek zvečer, meni eden najljubših duetov v slovenski glasbi, vidva z Viljem skupaj. Ta duet je povedal vse, ko sta zapela pesem Ko si na tleh. Ko si na tleh. Vse skupaj to je bil pa kriv, zdaj bom pa povedal, kako je to izgledalo. Jaz ponavadi, k Blažu, ali pa bom rekel nekomu drugemu, sem rad prišel že prej pokazati določen komad in takrat sem prišel pokazati, kaj bom dal ven naslednjič in to je bila Medena. Oni so bili navdušeni in kar naenkrat na okno nasloni se še Blaž in reče, se sem hotel govoriti s tabo, pa ne vem, če boš ti hotel, pa če ti mu na treto. Je rekel, da se začenja ena vdaja, da ima on to in da si je ful nekaj zaželel. Pa je bil kar tiho, pa se malo odmaknil, pa že enkrat, pa na treto, pa mi pa reče, ful ga imam pred seboj, praktično to se je zgodilo 4-5 let nazaj. Od tega, ker je rekel, a bi bil ti za to, da z Viljem zapojeta skupaj en komad. Pa sem jaz tako malo začel razmisliti, ampak glede na to, da Blaža poznam, glede na to, da tu on tudi to, ki je iskren, to, ki mi je dejansko v bistvu pri srcu, sem rekel, ok, bom. In takrat se je začelo vse skupaj, naprimer, ne? In potem je tudi sledilo vse skupaj, bom tudi rekel, ena naših najlepših televizijskih oddaj, žal mi je, da je trenutno ni več, naprimer, sicer ne vem, odkje bi še celo zgodovino, glede na to, da v parih letih se je pokazala cela zgodovina teh dobrih stvari, ampak mislim, da Slovenci imamo še kaj za pokazati, da bi lahko pokazali v tej oddaji. No, iz tistega večera se je potem razvilo vajino sodelovanje. Ja. Potem so takoj kmalu po tistem dobila ponudbo, zakaj pa tega ne naredimo koncertno in zgodilo se je lanskega leta, prodati dvorano v parih dnevih, nabito polno. Dajmo to ponoviti praktično, ampak poiščimo kraje, ki so nam nekako pri srcu, pa tudi, če nam niso preveč, ne vem kako. Naprimer, jaz bom rekel, v Novem mestu samem izredno malo nastopov je bilo v Novem mestu. Včasih je bil pa tudi kakšen izredno noro dober. Včasih ste imeli več nastopov v Šentjerneju, kot pa v Novem mestu. Bravo. No, in bom rekel, da vsekakor je bil v spisku tudi Novo mesto, žal mi je, da je to odpadlo zaradi tega preprostega razloga, to je bilo vreme. Pa dobro, zgodil se bo koncert. Tako, točno 21. februar v isti dvorani Leona Štuklja in mislim, da bo kar, bom rekel, že spet ena taka lepa zgodba, pa lep koncert. Miran, če se vrnemo v tisto vaše najuspešnejše glasbeno obdobje, ne? Leta od 80 pa naprej, velik del 90-ih let. Ne? Bili ste popularni, lahko bi rekli slavni, kjerkoli ste se pojavili. To je bil cirkus okrog vas. Ne? Vsi so hoteli avtograme in kakšno besedo spregovoriti z vami. Kako je, v filmu Amen ste rekli, ne, da vas je slava pravzaprav ujela v past? Zelo. Kako je to vplivalo na vas? V enih trenutkih zelo slabo, zaradi tega, ker potem se začneš, naprimer, drugače obnašati
nekako tudi sam alkohol, cigareti, pa še kakšne druge substance, ratejo kar velika rana, kar se tega tiče, zaradi tega, ker enostavno, da bi vse skupaj to se potolažil, more biti kaj močnega tukaj, naprimer, kot je alkohol, pa meni druge stvari niso bile, ampak na momente. Ok, pustimo zdaj to, da ti nazdraviš. Ampak potem se pa začne neka zasvojenost z vsemi temi stvarmi. Navada. Mislim, eni se upravičijo, da je navada to, ampak je res zasvojenost je taka, tudi pa telo tisto, kar ti določa. In po eni strani vse skrb zgodba ali pa zaščita za vse skrb, to je bila moja poškodba glave, potem čez toliko cajta, naprimer. Drugače pa bom rekel, življenje v tebi, kot samega sebe, res je alarmantno, ampak samo zaradi tega, ker dobesedno misliš, da si najlepši, najboljši in da dejansko v bistvu ti si edini in vsi se ti dejansko v bistvu klanjajo, kamorkoli si stopil. Tako se je dobesedno dogajalo tudi, naprimer. To človeka pokvari do fundamenta. Naprimer. Zanimivo mi je bilo v filmu slišati stavek, da ste kar naenkrat popularni, priljubljeni, z hiti, z polnimi dvoranami, kar naenkrat ste stali pred vrati nebes in sodnikov. Točno tako. Točno tako. Kaj vas je naučilo tisto obdobje? Da v bistvu, mogoče, če čisto po pravici povem, pa čisto po resnici, naprimer, če bi zdaj vse skupaj dal v en okvir noter, pride in gre. Jaz sem pa takrat v tistem trenutku samo mislil, da bo to ostalo in da, ko prideš enkrat do tega, ni več paca nikoli. In to verjetno samo trezni, ki mogoče se jim enkrat to zgodi, tako kot se je meni parka, takrat je bilo pa vrhunec vsega tega, da se dejansko v bistvu v sebi noter reče, raj pusti, lepo je, pusti pri miru, samo nadaluj tako, kot je. Mislim, da se to skoraj ne da. Rad bi res poznal takšnega človeka ali ženskega spola ali pa bilo česa, naprimer, da bi res se poznamo tudi vse te svetovne zvezde, kaj se je vse zgodilo. Naprimer, sigurno pa obstaja še kakšen, ki je pa to naredil ali pa za sebe na malo drugačen način, kot pa, vse pa to dejansko v bistvu sem jaz. Miran, ko ste bili popularni, ste imeli okoli sebe ogromno ljudi. Ko ste po nesreči, so ti prijatelji ostali? Kar dosti jih je ostalo, res jih je dosti ostalo. Ste imeli srečo, ne? Sem imel srečo že spet, da dejansko v bistvu neke stvari si mogel odmakniti, ker odmakneš vedno. Ali bi se zgodilo kaj s tabo grdega, ali pa mogoče res, kot je ta nesreča, ali pa kaj drugačnega. To pomeni, da delaš eno selekcijo, naprimer točno veš, kdo ti bo. Jaz sem pa nekako vedel, da s tistimi ljudmi, katerimi dejansko v bistvu sem bil že takrat, dokaj vse skupaj lepo prav. Zdaj, da me ne bo kdo razmišljal, ali pa da ne bo kdo razmišljal o meni, zdaj, da sem bil jaz res totalno drugačen od vsega tega, da sem bil bolj. Bil si samo bolj drzen mogoče. V bistvu drzen. Zdaj, če bi pokazal loko, pa tega ne morem pokazati, naprimer, kako se takrat človek nosi, naprimer, pa kako je, ko si čisto normalen človek, ker ne rabiš nič, nobenih pogledov, nobenih pohval, nobenih, naprimer, in tisto obdobje takrat me je dobesedno res izučilo, kako je to dobesedno tako tanka, bom rekel, kako bi temu rekel, linija, ja? Tako tanka linija, meja, ampak to res tako tanka, da je to nekaj neverjetnega. Samo ena najmanjša napaka in če bi se mi to danes zgodilo, kar se mi je zgodilo takrat nazaj, biti tako popularen, bi to danes izkoristil kompletno na drugačen način. V bistvu niti se ne bi zavedel, ker sem mogel enkrat preživeti tiste slabe stvari vsega tega. Kakšni pa ste v odnosih danes? Mislim, da zelo, zelo dober, zelo, zelo pravičen. Ljudje, tisti, kateri delam z njimi, mi pomenijo ogromno in enostavno že srce mi govori, Bog ne daj komu kaj slabega narediti, mogoče tudi v sami besedi, v samih mogoče dejanjih, naprimer, tako da popazim na vse skupaj to 300 km/h. Pa imate radi svoje delo? Zelo, zelo. Kje pa nastajajo vaše najboljše pesmi, najboljša besedila? Mogoče tudi zdaj, ko se bom usedel v avto in se odpeljal nekam drugam, pa ste mi vi dali namig za marsikaj, naprimer v tem trenutku v glavi noter moraš marsikaj prebuditi, naprimer, ne more glava dejansko v bistvu razmišljati in nekako razmišljam res v eni stvari, tem vašem pogovoru z mano tukaj, da na kakšen način bi lahko zdaj razložil, naprimer ljudem, kako je vse skupaj to, kadar se imaš, ali pa kadar se ti skoraj Bog
odpira vrata praktično nebes. Ne? In tukaj mogoče res je ena taka stvar, da mene taki pogovori, pa take stvari, ki se mi jih spomni nekdo drug, pa me vpraša, pa me kar malo preseneti, pa si pol rečem, prav master za te stvari, ker mogoče si premalo, kdaj mi to damo v glavi noter in glede na to, da imam rad lepe tekste, zgodovinske tekste, naprimer, ki tudi so všeč drugim, to pomeni, saj smo si vsi v končni fazi isti, čeprav celo življenje ti govorijo, sem se naučil 100 ljudi, 100 čudi, ampak nekatere stvari, ki so nam lepe, jih imamo skoraj podobne, dejansko v bistvu vsi v sebi noter, samo treba jih pokazati, napisati njim, da bojo lahko razumeli. Upati jih dati ven, ne? Miren pa so teksti vaših pesmi, torej ta avtorska besedila, so to vaše zgodbe življenja? Čisto moje življenje. Čisto moje življenje. Nikoli ne gledam, nikoli ne berem knjig, nikoli dejansko v bistvu kaj takšnega ne vidim nekje druge, ampak vse skupaj je to moja zgodba. Ta zgodba je dolga 60 let, to je, bom rekel, kar dolga zgodba, naprimer, in v teh mojih zgodbah, v vseh teh stvarih iščem tisto resnico, vedno jo najdem, ampak vedno sem rekel, da sem rad se skrijem v urbano okolje noter, glede na to ogromno ljudi rajih. To pomeni, če sem se naučil danes od vas marsikaj, kar mogoče, ne da prej nisem vedel, ampak da sem je spomnil na neki, me tudi te ljudje, tudi mogoče, ker sem pred vašim, naprimer, tem intervjujem, naprimer, sem se ustavil nekje na kavici, pa me je nekdo nekaj vprašal, pa mi je že nekaj bilo lepega, naprimer, ne. Ful sem rad, zaradi tega dostikrat premišljujem, da ne zafrknem kakšno vejco pa piko nekje tam, ker bi to moglo biti, ali pa odstranim tisto, katero vem, da bi lahko ljudje vprašali tako, kaj si pa s tem mislil? In tega dejansko bi mogoče zadnjih 10 let mi ratuje, da me ne sprašujejo, jaz pa probam narediti celo zgodbo, ne samo zase, ampak jo dejansko v bistvu tudi podariti ljudem, ki te poslušajo. Kako živite danes? Bom rekel naporno, ampak prijetno naporno, zaradi tega, ker vse se je spremenilo, ves čas dejansko v bistvu ni takšen čas, kot je bil včasih, ogromno je vsega tega dela, na koncu pa, ko vidiš, da narediš, pa se ti skoraj zdi, da ne bi nič naredil. To pomeni, da tisti tempo, katerega imam za promocijo, moram ful na nek dober način izkoristiti, da bi ljudje vedeli, da je nekaj novega, da je nekaj res dobrega, naprimer, kot pa da dejansko v bistvu si vzamem cajt, pa grem na vaše radijske postaje, na njihove radijske postaje, polno tretjo. Čas se je spremenil in dejansko v bistvu vse je ratalo bolj zahtevno, časovno, to pomeni, če prevoziš, včasih sem jih na leto prevozil 30-40 tisoč, pa imel kar dosti promocij, jih v zdajšnjem času prevozim 60 do 70 tisoč in bom rekel, res treba jeti v neke druge stvari, kot so bile pa takrat potrebne, da smo jih delali in samo tukaj je potem določen uspeh, kako njim predstaviti, da bojo lahko enkrat potem rekli, veš, sem slišal pa nov komad Marudan, ali je dober ali pa dejansko v bistvu. Ampak Mira, nisem vas vprašala o delu. Kako živite? Ok, mislim, da lepo. Da zelo, zelo lepo, da ves ta čas, ko sem vam zdaj razlagal, nekako znam tempirati na tak način, da ogromno mi pomeni družina, ogromno, ker gremo tudi pohajati, naprimer, in takrat nekako glavo malo spočijem, čeprav bom rekel tudi to, kar sem govoril danes z vami, sem čist spočit, vse skupaj v redu je, tako da enostavno verjetno, da sem še celo malo preveč povedal, kar sem hotel povedati, ampak sem se malo držal nazaj. To pomeni, da tudi to življenje pa prijeti na tak intervju z vami, praktično mi je zelo, zelo pri srcu in enostavno je lepo življenje. Za Nito sta si zgradila eno lepo gnezdece, ne? V njem sta 2 najstnika in vidva. Vse skeplavfa, bom rekel tako, kaj more biti, zaradi tega, če bi kdo hotel vprašati, pa če bi jaz razložil, kako pomeni zdaj družina današnja, mislim, da smo mi totalni, bom rekel, stvar, ki bi lahko pokazali, naprimer, ona dva sta stara, najina fanta 13 pa 15 let, zdaj ne bom razlagal, kje oni največ cajta, dobesedno porabijo, pa vse skep to, ampak nekako se še kar držita nekaterih stvari, kaj bomo pa delali naprej v življenju. Naprimer, to pomeni, da zdaj treba nekatere stvari narediti, čeprav so včasih problemi, ampak ni do današnjega dneva pa še ni bilo nobenega takšnega problema, da bi lahko naprimer to vse skupaj rekli, da nas je toliko spravilo v slabo voljo ali pa bom rekel v neko sikerancijo. Anita pa kot Anita, bom rekel, če bi jo lahko že prej poznal ali pa če bi imel možnost, bi jo že prej spoznal, mislim, da je kar polovico
mene in čeprav so razlika 21 let, mislim, da sva si toliko sorodna, da je to nekaj neverjetnega. Vaju oziroma vas otroka držita pokonci, kajti najstnika sta, zahtevata svoje. Kje vzdržujete to kondicijo? A po pravici povem, marsikaj se naučim od njih. Res marsikaj. To pomeni, da dejansko v bistvu sem je tudi ona dva ena šola, da tisto, kar prej nisem, ali pa mogoče sem mislil, da se tega ne naredi, zdaj isto naredim. Pa to niso slabe stvari, to so same dobre stvari, ki pa so v današnjem času zelo dobrodošle. Tako da bom rekel, mislim, ne da sem jaz njimi idol, ampak sta ona dva meni, naprimer, sploh, ko vidim, naprimer, v nekaterih zadevah, naprimer, kako razmišljata, da mi je zelo všeč to, da rečem, da ni mi žal na noben, bom rekel, minuto, uro včasih ali pa cel dan, da preživim z njima zaradi tega, ker marsikaj se naučim od njiju. Medena, tudi to je ena tistih pesmi, ki seže v srce. Pa Amen, tudi to je pesem ob dokumentarnem filmu, ne? Dobro, Amen mogoče samo zaradi enega preprostega razloga. Zdaj, če smo si čisto iskreni, Medena je neka moderna prevara, kar se dogaja med ljudmi, naprimer, in vedno se je dogajalo. To pomeni, vsako vzame svojo zgodbo, že spet sem pazil pri samem tekstu noter, tako da mislim, da mi je ratalo vse tisto, kar sem vam prej razlagal, naprimer, da se rad preselim takrat, kadar delam v urbano okolje, naprimer, vidim vse te stvari. Kar se pa tiče pa Amen, bom pa rekel, mogoče malo preveč današnji tekst, zaradi tega preprostega razloga. Ful sem direkten tam noter in povem resnico, kar jaz mislim, pa tako tudi je. Prepričan sem 100%. Mogoče pa ljudje še zmeram nekako se odmikajo od vse te resnice, da rečejo, vse pa ni tako, kot je rekel, da je. Ampak jaz trdim, da je. Zaradi tega mogoče tudi moj naslednji komad po tem ljubezenskem Hočem te, sigurno je na malo blažji način, da predstavim današnji svet in dogodke, kaj vse se zgodi. Ne bom povedal, kaj morajo paziti, pa kaj se morajo veseliti, ker to bojo sami naredili, ampak na malo drugačen način povedati resnico, mogoče na malo bolj romantičen način. Miran, pri 60-ih iti na oder in nastopati uro, 2 uri, to ni enostavno. Kako nabirate kondicijo? Kaj počnete? Ste športnik? Ste doma imam aktiven? fitness klub, enostavno vedno sem pa kakšno kilo težji, kot bi mogel biti, pa tudi to nekako šparam vse skupaj. Potem pa je tudi to, da kadar je ta energija nekako usmerjena samo v eno določeno točko, to pa so ti koncerti, zraven tega mi pomaga družina, to je cela ekipa in dizajn, je pa tukaj totalno enega drugega, bom rekel, pomena. To pomeni, naprimer, da mi že, ko gremo na samo žurko, mi se bojimo, da se kaj ne bo zgodilo, pa da mogoče ljudje ne bojo prišli, da smo kaj narobe naredili. Bolj to, kot pa potem, kako je odigrano vse skupaj. In vsekakor, bom rekel, res tudi njim kapo dol, naredijo me to, kar ste me vprašali, praktično, kje je tista kondicija, je pa res ogromno dela. Jaz porabim sigurno kakšno urco na dan, če pa kakšen dan zamudim, se pa takoj sikiram, da se pa nekaj pa zdaj pa slabo počutim, čeprav ni res, ampak navadil sem se na te stvari in mislim, da je prav, da kadar si malo starejši, pa ne prestar, ne, mislim, da moraš na sebi dejansko v bistvu ogromno stvari delati, ne težkih, ampak če ni premikanja, če ni to dejansko, v bistvu se boš hitro zmatril, se boš usedel, se boš ulegel, boš bulil v televizijo, ali pa boš razmišljal kakšne druge stvari, bral mogoče kakšno dobro knjigo, ampak mislim, da je potrebno, da se čim več gibamo in pa čim več dejansko v bistvu skrbimo za svoje telo. Kaj pa z družino najraje počnete? Pa mi dostikrat pohajamo, mi imamo dostikrat, naprimer, bom rekel, prostore takšne, ali je to Koroška, ali je to dobra gostilna od naših prijateljev, ali pa Prekmurje. Non-stop smo nekje, mama je v Krškem, dostikrat naložim tam, ali se reče, da gremo preseneti vašo babico, naprimer, potem imamo tudi včasih peljemo kam, da kaj pojemo, naprimer, enostavno skozi smo v enem takem gibanju, naprimer, ne. Mama od Anite je iz ptujskega konca, tako da kar naenkrat ona dva reče, zdaj bi pa šli mi malo k babici, pa tudi tukaj praktično ni nobenega problema. Res je, non-stop je neka akcija. Ne? No in zdaj bomo končno lahko videli tudi, kako izgleda, kadar skupaj Vili in Miran nastopita, ne? Rekla sem 21. februarja prihodnje leto, čaka nas koncert. Kaj lahko Dolenjci pričakujemo? Kaj se bo zgodilo? Jaz mislim, da bo marsikdo bom rekel, da bo presenečen zaradi enega preprostega razloga.
Oni so videli vse skupaj te stvari, na koncertu je pa to še bolj direktno, naprimer, da so si medva ful različna, medva nisva ista pevca, medva sva drugačna interpreta, medva se drugače obnašava in ful je to zabavno, kako to vse skupaj zgleda v 2 urah ali pa skoraj v 3 urah, naprimer, ne. In mislim, da tudi marsikdo tisti, kateri bo prišel, ali pa tudi je mogoče iz Novega mesta, ker je bilo dosti že na prvem razprodanem, naprimer pa drugem razprodanem v Mariboru, pa tretji razprodan praktično je bil v Novi Gorici, pa marsikdo, ki je videl en pa drugega, je rekel, a veš, da mi je bilo ful čustveno, mi je bilo to, ker medva dejansko v bistvu ne uporabljava samo sheme teh starih komadov, pa se to je pa bilo, pa to je. V bistvu celo zgodbo hočeva pripeljati do 21. februarja v Novo mesto, takšen, kot je v zdajšnjem trenutku, življenje pa traja toliko cajta praktično naprej, ne. Sigurno se je zdaj kaj novega zgodilo tudi pri njemu pa pri meni, tako da tudi predstavitev nove stvari bo 100% zelo na glas in zelo direktno 21. V Novem mestu. In z vama bo verjetno pela publika, ne? Ja, imam pa 2 back vokalistke fenomenalne tudi, ampak kar se tiče publike, bom rekel, oni so naši najboljši, naprimer, to pomeni, naprimer, da na koncu, ko boste pogledali kakšne posnetke, mislim, da boste presenečeni tudi. Ste pa povabljeni. Miran, kaj pa plošča? Slišali smo, single bo izšel, a je v teh časih sploh še smiselno izdajati plošče? Ne, dobro ste me vprašali, niti približno, ni, to je samo ukras ali pa v bistvu neko darilo, ki jo daje svoji publiki ali pa tudi nekomu, ki mu je všeč ta muzika, tudi če ni tvoja publika, pa mu je všeč komade, ti pa imaš tudi eno tako zadovoljstvo, naprimer, vsem tem, zaradi tega, ker imaš en izdelek, naprimer. Čeprav sem jaz v tem novem času, sem bolj v kakšne utrgane USB ključke, ki bi bili pa ful neki drugačni od normalnega, to pomeni, da se bom lahko tudi spomnil in moram se spomniti zaradi tega, ker to komadi, to kar me dobesedno vozi čez moje nove pop dizajne od leta 2008 pa do mojega odhoda tam v letu 2021-2022, naprimer, je res toliko teh komadov mojega avtorskega dela, čeprav je podpisano kot pop dizajn, reci, da si moja, nisem ti verjel, ogromno, norcu podoben, da v Medeni ne govorimo. Res je, vsako leto je naprimer naredilo en svoj izdelek, naprimer, ki smo samo za to delali, kot da bi bila ogromna velika plošča. Ampak res, lepo ste me spomnili, v bistvu že preden smo začela govoriti, da mogoče bi bilo treba, kaj si razmišljamo vsem tem. Ampak nekaj bi utrganega rad, da bi bilo vse skupaj to noter zakopano in vsi bi si lahko to poslušali, naprimer, na takšen in drugačen način. Evo, na ključkih, ne? Hvala. Miran, hvala za obisk, hvala za klepet. Naj bo še kakšna v srce. In prepričana sem, da najlepše pesmi pa kljub vsemu še niso napisane. Lepa zadnja beseda, v bistvu lep stavek. Jaz bom pa samo tako rekel, hvala na povabilo, upam, da sva povedala vse, tudi če sem bil malo prehiter, pa če malo ne, bom rekel, na tak način, kot bi mogel odgovoriti, bom rekel, da lepa vprašanja in vi ste še povedali v bistvu celo mojo zgodovino, tako da bi vam jaz lahko odgovarjal samo ja, ne, mogoče, tako da... Bi potrebovala še nekaj časa, kaj? No, v bistvu moja zahvala je res povabilo tem in upam, da se vidimo tudi. Torej, 21. februarja prihodnje leto se vidimo v športni dvorani Leona Štuklja, do takrat pa naj leto hitro in lepo mine. Vam pa hvala za poslušanje in gledanje. Srečno.